Radijska kateheza. Dober večer in prijazen pozdrav vsem, ki nas nocoj poslušate v radijski katehezi za bolnike in starejše. Vodila jo bom, sestra Meta Potočnik. Z menoj kot gost pa je tokrat gospod Borut Pohar, lazarist misijonske družbe. Dober večer. Dober večer. Gospod Pohar, vaš duhovni oče, sveti Vincenci Paveljski, velik vzornik krščanske dobrodelnosti, godoval je nedavno, 27. septembra. Ker drugo leto praznujete že 400 let misijonske družbe, je zelo primerno, da nam prav vi nekaj več poveste o vašem ustanovitelju in o tem, kako je on odgovarjal na trpljenje in bolezen v svojem času in kaj se iz tega lahko mi naučimo danes, zase, za svoje življenje, za naše bližnje. Gospod Pohar, nekateri vas najbrž že kar dobro poznajo, saj ste bili več let duhovni spremljevalec krščanskega bratstva bolnikov in invalidov, ki letos praznuje že 32 let delovanja v Sloveniji, kar je res lepa obletnica. Bogu hvala za taka gibanja, ki združujejo ljudi, bolne ljudi in tiste, ki z njimi hodijo to pot. Kljub temu pa kakšno vprašanje o tem, kdo ste, odkot prihajate, kako ste spoznali lazariste? Prihajam iz župnije Sveti Peter v Sevški dolini, vas Sevca, od tam izhajam. Potem sem pa po poti raznih, preizkušenj in pa tudi Božje previdnosti prišel v stik z svetim Vincencijem in tam sem se navdušil ravno za to vincencijansko karizmo in sem potem vstopil k lazaristom. Postal sem tudi duhovnik leta 2012. Nekaj časa sem bil kot kaplan na župniji Sveti Jakov ob Savi, potem tudi kot duhovni asistent krščanskega bratstva bolnikov in invalidov, ter tudi kot urednik revije Prijatelj. Sedaj pa poučujem na teološki fakulteti. Lahko bi rekli, da sem po poklicu naravni teolog, ker me zanima tudi delo oziroma naravna teologija se ukvarja z obrambo vere kot neka vrsta apologetika in naravna teologija išče, kako bi pokazala, da je vera v Boga nekaj razumnega, nekaj, kar ni v nasprotju z razumom, da je dejansko biti veren, biti razumno. Vera je torej nekaj razumnega in hkrati tudi zelo konkretnega, prav tako konkretna je tudi ljubezen, ki je iznajdljiva in išče poti do trpečih. To je Vincenci Paveljski zelo dobro znal. Če bi imeli več časa, bi lahko še več zvedeli, kako ima on zelo, bi rekli, avanturistično življenje, kje vse je bil in kaj vse je počel. Torej, kdo pa je vendarle bil tisto, kar želiva danes povedati našim poslušalcem? Ja, sveti Vincenci je znan kot oče ubogih in je zaščitnik vseh dobrodelnih ustanov v katoliški cerkvi. Rodil se je 24. aprila leta 1581 blizu Daxa v jugozahodni Franciji v preprosti kmečki družini. Leta 1600 je postal duhovnik in tudi za njega je značilna neke vrste oziroma kar življenjska spreobrnitev, ker je najprej kot duhovnik predvsem iskal častne službe, tiste, ki bi mu prinesle čast pa denar, potem pa je po spletu okoliščin se spreobrnil in je začel skrbeti za uboge. Zanj je bilo odločilno leto 1617, ko je spovedal nekega kmeta na vasi, ki je veljal pri ljudeh za zgled kristjana. In ta človek mu je potem odkril težke grehe, ki se jih je spovedal in je potem rekel na koncu, da če se ne bi Vincenciju spovedal, da bi bil gotovo pogubljen. No in to je Vincencija tako pretreslo, kako imajo lahko tako preprosti ljudje take
lahko bi rekli, duhovne bremena, ki jih noben ne proba odvzeti, in je potem v bližnji cerkvi naredil pridigo, da je ljudi pozval k življenjski spovedi, da bi se otresli teh duhovnega bremena, ki ga nosijo, naredili življenjsko spoved in se osvobodili. In ljudje so se pozitivno odzvali, tako da so trumoma odšli k spovedi, in to je bilo za Vincencija znamenje, da je treba na tem področju nekaj narediti. To se pravi za ljudstvo, na podeželju, za preproste ljudi, imeti ljudske misijone, pri katerih je glavni namen ravno to, spraviti se med seboj in pa z Bogom. In tako je prišel na idejo ustanovitvi misijonske družbe Lazaristov, katerih ravno naslednje leto bo 400-letnica ustanovitve. Torej, iti k ubogim, materialno ubogim in še kako moralno ubogim, to je bila torej njegova želja, Bog mu jo je navdihnil. Kakšen pa je še en drug pomemben dogodek iz leta 1617, ki je spremenil njegovo življenje? Drug dogodek pa je bil, ko je bil župnik v kraju Šatijon in je v cerkvi potem oznanil na prižnici, da neka družina potrebuje materialno pomoč. In kot pri prvem, kot ko je pozival k spovedi, je tudi tukaj bil odziv zelo velik in so ljudje se odzvali, so z vseh koncev so hodili in tej družini prinesli materialne pomoči vseh vrst. Tako da, ampak to je trajalo mogoče 2 dni, potem pa je bilo konec. In je videl, da je treba pomoč organizirati, da ni dovolj samo pridigati oziroma samo navduševati ljudi, ampak da je treba na nek način narediti neko organizirano pomoč. In v ta namen je tudi ustanovil bratovščino Gospa krščanske ljubezni, ki naj bi se prav posvečale bolnikom, ubogim, in iz teh so potem se razvile sestre usmiljenke, ki jih je ustanovil skupaj z soustanoviteljico Ludoviko de Marillac. Te usmiljenke so bile tisti čas neka posebnost v tem smislu, da niso bile klasične redovnice, ampak so bile kot družba. To pomeni, da niso živele klauzurnega življenja, ampak so hodile okrog po sobah, po bolnikom na obisk in tam potem delovale. Tako da jim je Vincenci naročil takole: hčere krščanske ljubezni morajo vedeti, da niso redovnice. Imajo navadno le bolnice za samostan, le najeto stanovanje za samostansko celico, župnijsko cerkev za samostansko kapelo, mestne ulice za križni hodnik, pokorščino za klauzuro, božji strah za zamreženo okno in sveto skromnost za kopreno, ker ne delajo drugih za obljub, temveč samo vztrajno zaupajo božjo previdnost, ter prinašajo Bogu v dar vse, kar so in kar mu v osebi ubogih v svoji službi stori. Torej, iz tega, kar ste zdaj povedali, se lahko čuti to, kako je bil sveti Vincenci praktičen človek. Da ni sanjal, si nekaj želel, ampak je rekel, kaj lahko storimo. In zdaj, ko ste govorili o teh sestrah, to je najbrž Bog daj, da bi teh sester bilo še več, da bi lahko v teh časih, ko je toliko ostarelih ljudi na svojih domovih, lahko tudi jim pomagali. Če narediva še korak naprej od tega, kar ste zdaj povedali, kako je on imel neke navdihe ob stiskah ljudi, ob zakramentu sprave, v čem pa je srčika duhovnosti svetega Vincencija, to, kar je res izvir, iz katerega tudi vaši predniki so živeli in vi zdaj in še vsi drugi lazaristi, ki pridejo. Lahko bi rekli, da je srčika duhovnosti Vincencija videti Kristusa oziroma njegovo podobo v ubogih ali pa na splošno bi rekli v sočloveku, še posebej v ubogih. In je vzel zares Jezusov nauk, ki ga lahko preberemo v Evangeliju, v 25. poglavju Matejevega Evangelija o končni sodbi, kjer se Kristus
poistoveti z ubogimi, ko pravi: lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti. In ravno tukaj je srčika v tem, da se ravno kristjan razlikuje od nekega humanitarnega delavca v tem, da ne samo, da delamo ljudem dobro, ampak tudi, da zremo Kristusa v ubogih. In to je tisto, kar je on vedno poudarjal, in zaradi tega so ubogi na nek način, kot je on rekel, naši gospodari. A ne, če v njih lahko, če je na poseben način prisoten Kristus, potem ne moremo več na njih gledati od zgoraj dol, ampak od spodaj navzgor. In to je bilo tisto, kar je vedno poudarjal, ne, ubogi so naši gospodari. In to je, nekako bi rekli, center njegove duhovnosti, v to zreti Kristusa v ubogih, v bližnjem, to je najbolj pomembno pri njem. V tej srčiki duhovnosti je sveti Vincenci živel tudi številne kreposti, katere je tudi vam priporočal, sestram priporočal in seveda tudi nam. Pa je zdaj trenutek, da izpostaviva njegov pogled na krepost zaupanja v Božjo previdnost. Namreč še posebej tisti, ki so bolni, ki so odvisni od drugih, morajo še toliko bolj zaupati v Božjo previdnost in ne živeti v strahu. Kaj je pa on rekel o tem? Sveti Vincenci se je res zelo zatekal k Božji previdnosti, nikoli ni v življenju hitel. Vedno je čakal, da se pokaže, a je nekaj res Božja volja ali pa ne. In tako da so včasih je tudi drugim šel na živce ravno s tem, ker je tako zavlačeval pri vsaki stvari, ker je res želel vedeti, kaj je Božja volja. In je veliko govoril o zaupanju v Božjo previdnost, v tem smislu, ne, da naše življenje ne teče po nekih naključjih, kot včasih mislimo, kot da se vse odvija po naključju, da sem po naključju zbolel, da sem po naključju trpim, da se mi je po naključju nekaj zgodilo, ampak da imam vedno v mislih, da se vse dogaja v okviru Božjega načrta oziroma Božje previdnosti. In to tudi razodevajo te njegove besede, ki jih bom sedaj prebral. Pravi takole: Bogu moramo zaupati, da bo poskrbel za nas. Z gotovostjo namreč vemo, da bomo, dokler smo zakoreninjeni v taki ljubezni in zaupanju, vedno pod varstvom Boga, ki je v nebesih, da bomo obvarovani zla in nam nikdar ne bo manjkalo ničesar, kar potrebujemo, čeprav je videti, da propada vse, kar imamo. Nehajmo se obadati zadevami, ki so daleč od nas. Milost ima svoj čas. Prepustimo se Božji previdnosti in varujmo se, da bi jo prehitevali. Pri delu me tolaži misel, da sem vedno sledil veliki Božji previdnosti in da se nikdar nismo podali tja, kamor nas previdnost ni klicala. Toda vprašali boste, kaj naj delamo. Delali bomo, kar hoče naš Gospod, to pa je nenehno vztrajanje v odvisnosti od njegove previdnosti. Torej še posebej je zanimiva ta njegova misel, milost ima svoj čas. So trenutki, ko jih človek doživlja kot milostne, nek kairos bi lahko rekli, ko pride pravi trenutek, ko nam Bog podeli neko milost. To ne gre kadarkoli, pa kjerkoli, ampak je zato potreben res čas. In zato je neka potrpežljivost, tista krepost, ki je nujna, da lahko živimo v Božji previdnosti. Da smo potrpežljivi, da potrpežljivo prenašamo to, kar nam življenje prenaša, in da zaupamo, da Bog ve, kaj dela. Poslušate podcast Radia Ognjišče. Prej sva že govorila o tem, kako je sveti Vincenci v vsakem bolnem videl Kristusa. In tudi 25. poglavje Matejevega evangelija govori o tem, sicer v povezavi
s končno sodbo. Lahko prisluhnemo kakšnemu kratkemu odlomku tega 25. poglavja, prosim. Ko pride Sin človekov v svojem veličastvu in vsi angeli z njim, takrat bo sedel na prestol svojega veličastva. Pred njim bodo zbrani vsi narodi in ločil bo ene od drugih, kakor pastir loči ovce od kozlov. Ovce bo postavil na svojo desnico, kozle pa na levico. Tedaj bo kralj rekel tistim, ki bodo na desnici: Pridite, blagoslovljeni mojega očeta. Prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta. Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, uječi sem bil in ste prišli k meni. Tedaj mu bodo pravični odgovorili: Gospod, kdaj smo te videli lačnega in te nasitili, ali žejnega in ti dali piti? Kdaj smo te videli tujca in te sprejeli, ali nagega in te oblekli? Kdaj smo te videli bolnega ali uječi in smo prišli k tebi? Kralj jim bo odgovoril: Resnično povem vam, karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Tako, ta odlomek nam je lahko najbrž kar v duhovno tolažbo, ker v življenju storimo tudi marsikaj slabega lahko, ampak če naredimo vsaj kakšno dobro delo, je v tolažbo, da nas bo Bog ob sodbi spraševal te stvari. Ne, koliko rožnih vencev so zmolili, koliko smo bili pri maši. Meni je to zelo povedno. Na koncu smo vprašani po ljubezni. In čas, v katerem je živel sveti Vincenci, je bil še posebno zaznamovan s trpljenjem in zelo potreben ljubezni. Kakšen čas je to bil? To je bil čas 17. stoletja in to je bilo v tistem času res zelo, lahko bi rekli, travmatično v vseh vidikih. Bile so lakote, bile so vojne in bilo je zelo veliko revnih ljudi. Tako da so temu stoletju so rekli tudi stoletje revnih ljudi. In Francija je bila v tistem času razdeljena na 3 razrede. 2 višja razreda, plemstvo in duhovščina, sta bila le 7% prebivalstva, vendar sta ta 2 razreda skupaj imela 2/3 državnega bogastva. In tako je obstajala velika skupina revnih ljudi, ki so živeli na robu preživetja. In posebnost Vincenca je bila v tem, da je znal ravno pritegniti bogatejše sloje v tem, da so del svojega premoženja namenili ubogim. Ljudje smo nagnjeni k temu, da kopičimo bogastvo in potrebujemo kakšnega svetnika, da nas spodbudi, da ne zadržimo za sebe, ampak da damo drugim. In danes je zelo podobno tudi v današnjem svetu. Imamo ogromno revnih ljudi, veliko je revščine, ampak ravno zato je potrebno, da vedno znova bogati odvežejo mošnjiček in dajo potem revnim. In naprimer, tako kot Pedro Opeka, misionar, on je, se mi zdi, nek tak, se zgleduje po Vincenciju, on zna res nagovoriti bogate, da naj bodo radodani do ubogih. In to je tudi eden izmed poklicanosti Božjega služabnika, da je ta most med bogatimi pa revnimi. To, kar je prav biti sveti Vincenci. Zelo pomembno. V vsakem času, zdaj pa sploh v tem času, se mi zdi res pa je, da mi najbrž malce manj to čutimo, ker še vedno živimo v tem privilegiranem delu sveta, kjer imamo na voljo še skoraj vse, večkrat o tem razmišljam, da smo v tistih procentih, ki imamo hladilnik, varnost, posteljo, toploto, zdravnika, več ali manj, tako da je dobro misliti na vse tiste, ki nimajo. Ker smo pa v katehezi za bolnike in starejše, vas bi prosila, da poveste nekaj tudi
o osebni izkušnji svetega Vincencija, ko je bil bolan. Najbrž je bilo zelo malo svetnikov, ki ne bi bili bolni, in kako je on to živel. Ja, njegovi življenjepisci nam pred oči postavljajo dejstvo, da se je že Vincencij v zgodnjem otroštvu soočal s problemom bolezni. Vemo, da je pri 34 letih ga je napadla huda bolezen, ki se je končala z boleznijo nog, zaradi katere je trpel do konca življenja. Torej, zelo težko je hodil, noge so mu tudi otekale in je imel s tem velike probleme. Potem pri 51 letih ga je prizadela nova bolezen in je bil skoraj pred vrati smrti. Zdi se, da je nenehno imel vročino, ki jo je skušal zmanjševati, kar je vse omejevalo njegovo dejavnost. Kljub temu pa je ta bolezen ga ni ovirala, da ne bi bil v življenju nedejaven. Kljub temu tej bolezni je bil zelo aktiven. In bolezen mu je pravzaprav omogočila, da je razumel trpljenje drugih ljudi, ker se je sam lahko postavil v njihovo kožo, videl je, s katerimi problemi se obadajo, kaj potrebujejo, in to je bila tista motivacija, da je potem tudi spodbujal druge, da bi skrbeli za bolnike pa invalide. Tudi z Ludoviko de Marillac, s katero sta ustanovila usmiljenke, sta se velikokrat pogovarjala seveda preko pošte, predvsem v tistem času še ni bilo telefonov seveda, in sta se večkrat pogovarjala tudi o tem, mu je Ludovika svetovala, kakšna zdravila naj jemlje, kako naj ravna. Iz teh pisem, ki so danes tudi na voljo, lahko vidimo, na kakšen način so se v tistem času soočali z boleznijo, katere metode so uporabljali, katere zdravila so jedli. V končni fazi je bolezen bila za Vincencija neka plodna tla, na podlagi katerega je rasel kot človek svoje osebnosti. Da ni v tem videl nekaj slabega, ampak kot nekaj pozitivnega, nekaj, kar omogoča človeku rast v odnosu z Bogom in z ljudmi. Ko omenjate, da naj bi videli v bolezni, trpljenju tudi pozitivno plat, to sicer ni najlažje storiti takrat, ko nas nekaj boli, ko nečesa ne moremo, pa vendarle nam Bog daje, da gremo naprej. Kako je on to videl? On je videl, kot sem že prej omenil, je bila njegova misel, da milost ima svoj čas, svoj trenutek. In on je prav na bolezen tudi gledal kot na čas milosti. In sicer trenutek, v katerem ljudje razkrijejo svoj pravi jaz. Bolezen je čas za razmislek in čas za preverjanje načina življenja. Po bolezni, takole pravi Vincencij, po bolezni, Gospodje, se duše očistijo nečistoč in tisti, ki jim primanjkuje kreposti, dobijo učinkovito sredstvo, da si jo pridobijo. Ni primernejšega stanja, v katerem bi jo bilo mogoče prakticirati. V bolezni se čudovito uresničuje vera. V njej svetlo zasije upanje. V njej najdemo resignacijo, ljubezen do Boga in veliko priložnosti za prakticiranje vseh kreposti. V njej lahko spoznamo, kaj nosi vsak človek in kakšen je. Je merilo, s katerim lahko z največjo gotovostjo preiskujemo in odkrivamo krepost vsakega človeka. Ne glede na to, ali ima veliko, malo ali nič. Je najzanesljivejši dokaz, ki ga imamo za prepoznavanje najbolj krepostnih ljudi in tistih, ki so manj krepostni. No, kar dober lakmusov papir, lahko vsak malo sebe presodi, kakšne kreposti prebuja v njem njegova bolezen, njegova starost, ali naj Boga še kaj prosi, da se izboljša, da se poglobi.
Gospod Pohar, ali je po prepričanju svetega Vincencija v bolezni mogoče najti tudi veselje? Tako je. To je Vincencije zelo povezoval svojo duhovnost z evangelijem. Po eni strani imamo v evangeliju večkrat povezavo med boleznijo in pa križem. A ne, kot Jezus pravi svojim učencem: kdor hoče iti za menoj, naj se odpove samemu sebi, vzame svoj križ in hodi za menoj. To seveda vsak od vas pozna, ta stavek. Ampak Vincencij pa pokazal tudi na tiste odlomke Svetega pisma Nove zaveze, ki pa povezujejo tudi bolezen ali pa preizkušnjo na splošno z veseljem. Kot pravi na primer Jakobovo pismo: imejte za veselje, bratje moji, ko boste naleteli na različne preizkušnje. Ali pa apostol Peter, ko pravi: v tem se veselite, čeprav boste zdaj še nekaj časa morali trpeti v raznih preizkušnjah. Če ste potrpežljivi, ko trpite zaradi dobrega, je to milost pred Bogom. Če bi trpeli zaradi pravičnosti, ste blagoslovljeni. Ne čudite se, da se med vami dogaja ognjena preizkušnja, kakor da bi se vam dogajalo nekaj nenavadnega. Toda veselite se, kolikor ste deležni Kristusovega trpljenja. Če vas žalijo zaradi Kristusovega imena, blagor vam. In v teh odlomkih res lahko naletimo na ta evangeljski optimizem. Torej, evangelij nam vedno poskuša odpreti oči, da bi znali v življenju vedno videti to, kar je dobro, lepo in pa resnično. Ker ljudje smo nagnjeni k temu, da smo črnogledi, pa vidimo to, kar je slabo, tudi na sočloveku, najprej njegove napake, slabe strani. Ampak evangelij je pa ravno v tem veselo oznanilo, da nas vabi, da bi videli vedno pozitivno stran, bodisi človeka, bodisi bolezni, bodisi preizkušnje, predvsem pa, da bi tudi v bolezni videli neko pozitivno stvar v tem, da kot izraz Božjega zaupanja, da nam je zaupal to poslanstvo. Ker Bog ne zaupa trpljenja ali pa bolezni komorkoli, ampak tistemu, ki bo to sposoben tega nositi, kar mu bo to omogočila, da bo lahko rastel v odnosu z Bogom in pa z ljudmi. To se pravi, da na preizkušnje in bolezni smo lahko ponosni, ker če ne bi tega preizkušnje imeli, to pomeni, da nam Bog ne zaupa tako veliko. To je na primer, kako lahko v trpljenju se veselimo, veselimo tega, da nas Bog na poseben način spoštuje, da nam zaupa, in to je tisti razlog veselja, ki ga lahko človek dobi ob tem, da prestaja neko bolezen, preizkušnjo. Kako zelo mi Bog zaupa, da mi je izročil to preizkušnjo, da bi mu pomagal pri odrešenju tega sveta. Na tej poti preživljanja preizkušenj je z nami tudi Marija in njen tak vidni, recimo, dokaz ali pa bližina je tudi čudodelna svetinja. Marsikdo jo pozna, pa zdaj povejva, kako je ta svetinja povezana z duhovnostjo svetega Vincencija, ki je očitno bil povezan z Marijo. Kot sem prej omenil, je zelo srčika Vincencijeve duhovnosti gledati Kristusa v ubogih. In to se pravi, vera pomeni ravno v tem, da verujem, da je Jezus Božji sin in da je Bog Oče. To je tista osebna dimenzija vere, ki je pomembna, ker to, da je nekdo sin ali pa oče, zato se ne vidi navzven. Nekdo lahko ravna kot oče, pa nima v sebi poklica očeta. To je kot poklic, tako kot sem jaz lahko zdravnik in se to ne vidi navzven,
Lahko tudi, nekdo dela to, kar dela zdravnik, pa nima v sebi poklica. Poklic je nekaj, kar je vidno samo tistemu, ki ima ta poklic. In zaradi tega še sam sebi mora človek verovati, da je res to, za kar čuti v sebi, da je. To je nekaj, bi rekel, zelo krhkega, oziroma potrebujemo res veliko premišljevanja, da pridemo do te resnice v sebi. In resnica o Bogu, to, da Bog je, to je, lahko bi rekel, samorazvidno. Kot pravi tudi uči katoliška cerkev, da človek lahko s pomočjo razuma pride do gotovega spoznanja, da Bog je. Do tega so prišle različne svetovne religije. Islam, hinduizem, pri vseh teh religijah imajo Boga, da Bog obstaja, in to je, lahko bi rekli, samorazvidno. Samo kristjanom se je pa Bog razodel kot osebni Bog. Bog, ki ima poklic očeta, poklic sina. In to je tista srčika evangelija, da jaz verujem Jezusu, da je on res Božji sin in da je Bog res oče. To je tisto, kar kristjana loči od nekristjana, ta osebna dimenzija, da jaz lahko z Bogom vzpostavim ne odnos samo človek-Bog, ki je neosebna povezava, ampak povezava, osebna vez, oče, ljubljeni sin. In to je tista vera, da je Bog oče in da sem jaz ljubljeni sin in da lahko z Bogom vzpostavim ta očetovski oziroma sinovski odnos. To bi lahko rekli, da je srčika vere. Verovati, da je Božji sin, da sem tudi jaz Božji otrok in da ima Bog do mene poseben, oseben odnos. In to gledati Kristusa v bližnjem je gledati Božjega sina, imeti to vero. In zato je tudi v sklopu tega, se mi zdi, te Vincenciove duhovnosti, je potem tudi prišlo do enega dogodka v 19. stoletju, leta 1830, ko se je Marija prikazala usmiljenki Katariji Labore in ji je dala poslanstvo, da med ljudi razširja svetinjo, na kateri je na eni strani Marijina podoba, žena, kako stoji na kači, kako stre kači glavo, in pa na drugi strani dve srci, Jezusovo pa Marijino srce, in pa emblem črka M, iz katere izhaja križ. In ta svetinica je pomembna zato, ker potrebujem za to, da Bog po njej deli milosti, potrebujem vero. Vera je tista, ki človeka odrešuje. To, da verujem, da je Jezus Božji sin, da je Bog oče, da sem jaz njegov ljubljeni otrok, da imam res to pristno otroško zaupanje. In to, da nosim svetinico pri sebi, to je izraz tega zaupanja. Svetinica me vedno znova spomni, da sem Božji otrok. Ker Marija je moja mati, Bog je moj oče, Jezus pa je moj brat. In tako imamo res tako, bi rekel, nosimo vedno s seboj to družinsko razsežnost naše vere. In tudi svetinico nosimo vedno obešeno, lahko tudi na verižci okrog vratu, in pade svetilnica ravno na srce. Ker ravno, ko govorimo o tem očetu, o materi, o otroku, govorimo o srcu. Vse to se dogaja v našem srcu. In tako je ta svetilnica potem, lik zaradi tega, ker so jo ljudje sprejeli z vero, se je po njej začelo dogajati veliko čudežev. In tako je med ljudmi dobila vzdevek čudodelna svetinja. In potem so to svetinjo kovali in
se je razširila povsod, so jo delili ravno s tem namenom, da bi ljudje ob njej vzbudili vero v sebi, obudili vero v sebi in po tej veri prišli do ozdravljenja. Bodi si do telesnega, bodi si do duhovnega, to je spreobrnenje. A nekaj človek, lahko bi rekli, da tako kot je telo bolno, tako je bolna duša in tudi bolen duh. A ne, in spreobrnenje je to, da človek se osvobodi greha ali pa tisto, kar ga teži, pomeni ozdravitev duha. Da človek svobodno zadiha, da najde svobodo, da najde v tem srečo pa veselje. In zato potrebujemo vero. A ne, verujem, da mi Bog Oče po Kristusu odpušča. In ta vera, ne, da mi je Bog odpustil, da je Oče, usmiljeni Oče, ki mi odpušča, to je tisto, kar človeka duhovno ozdravi. Da doživi to, doživi od Božje odpuščanje. In ravno po tej svetini imamo tako veliko pričevanj o tem, kar telesna ozdravljenja, kot tudi številne spreobrnitve, ki so se zgodile po tej svetini. Pa bi potem za na konec bi prebral 2 pričevanji iz knjige Marijin dar, ki so jo izdale sestre usmiljenke in v njej so zbrale razna pričevanja teh zgodb, kako je svetinja delovala v njihovem življenju. Tako, prišla sva do konca nocojšnje kateheze o Vincenciju Pavelskem, o zaupanju, o trpljenju in zdaj se še vsi skupaj posvetimo Gospe s čudodelno svetinjo. Deviška Božja mati, brez madeža spočeta, tebi, Gospe čudodelne svetinje, se izročamo in posvetimo. Naj bo čudodelna svetinja za vsakogar izmed nas resnično znamenje tvoje ljubezni in trajno pomin naših dolžnosti do tebe. Daj, da ostanemo pod tvojim varstvom in v milosti tvojega Sina, dokler nosimo to svetinjo. Omogočna devica in mati našega odrešenika, ohrani nas pri sebi vse trenutke našega življenja. Izprosi nam svojim otrokom milost srečne smrti, da bomo mogli s teboj uživati nebeško blažnost na veke. Amen. O Marija, brez madeža spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo. Gospod z vami In s tvojim duhom. Blagoslovi naj vas vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda. Bogu hvala. Tako, gospod Borut Pohar, hvala za nocojšnjo katehezo, bila je bogata, naj vsak vzame iz nje tisto, kar potrebuje za svojo duhovno in dušno pot. Za nocoj pa se od vas poslavljam, sestra Meta Potočnik, ki sem vodila katehezo, vam pa hvala lepa. Hvala tudi vam. Lahko noč in z Bogom. Radijska kateheza. Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.